Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. 14. novembra obeležujemo Svetovni dan sladkorne bolezni. Na ta dan pa številne zdravstvene organizacije skušajo ozaveščati o tej bolezni. Letos se jim bodo pridružile tudi pomurske lekarne in zato je danes z nami Bojan Madjar, magister farmacije. Lepo pozdravljeni. Dober dan. 14. novembra torej obeležujemo Svetovni dan sladkorne bolezni, pa me zanima, kako je ta bolezen razširjena sploh pri nas? Ja, sladkorna bolezen je dokaj pogosta med boleznimi, ki prizadenejo Slovence. Za leto 2010 imamo zadnje podatke, ki govorijo o tem, da je čez 130 tisoč ljudi oboleli za to boleznijo v Sloveniji. To je nekje dobrih 6% prebivalstva, s tem, da seveda se v prihodnje pričakuje, da bo še pojavnost te bolezni naraščala. In tako za leto 2030 projekcije nakazujejo, da bo že skoraj 9% prebivalstva Slovenije imelo to bolezen. Nazadnje ta naš življenjski slog, s tem mislim na premalo gibanja, preveč hrane, nepravilno prehranjevanje, pa tudi podaljševanje življenjske dobe k temu verjetno bistveno lahko pripomorejo. Pa če malo samo bolezen opiševa, kako nastane? Ja, za sladkorno bolezen je značilno, da bodisi inzulin, ki skrbi za to, da glukoza v krvi ostaja nekje v nekih mejah normale, ne nastaja več dovolj oziroma da tkiva niso občutljiva nanj. In seveda to vodi v povišane vrednosti glukoze v krvi. Poznamo dva tipa bolezni, tako glavna dva, tip 1 in tip 2. Za tip 1 je značilno, da te beta celice, ki se nahajajo v Langerhansovih otočkih v trebušni slinavki, praktično inzulina več ne proizvajajo, ne. Za tip 2 pa je značilno, da bodisi je ta produkcija inzulina zmanjšana, bodisi da so tkiva neodzivna, lahko je kombinacija obeh. V glavnem gre za povišane vrednosti glukoze v krvi, ki seveda predvsem na daljši rok vodijo v določene zaplete. No, sedaj ste omenili zaplete. Do kakšnih zapletov lahko pride pri sladkorni bolezni, katere bi lahko izpostavili? Ja, tako rečeno, glede časovne pojavnosti lahko jih razdelimo med akutne pa med kronične. Akutne so tiste, ki se lahko pojavijo dosti hitro, so tudi bolj prehodne narave. Lahko so posledica prenizke vrednosti glukoze v krvi, kar lahko zaznamo z tresenjem, slabim počutjem, nemirom, pospešenim utripom srca, znojenjem in podobno. Lahko tudi pademo zaradi tega v nezavest, ne. Potem so kakšne prebavne težave, slabost recimo, vonj po izdihanem acetonu, dehidracija. Predvsem se pa zelo bojimo teh kroničnih zapletov, to so te dolgoročne posledice, ki ne nastanejo takoj, ampak šele čez nekaj časa, čez nekaj let. In pomenijo tudi resno ogroženost za samega bolnika. Prihaja do povišane pogostosti obolenj srca in ožilja, recimo bolezni živčevja. Potem lahko prihaja do prizadetosti vida, celo do slepote zaradi sladkorne bolezni, okvar ledvice recimo, do ledvične odpovedi, do gangrene recimo, tudi amputacij, ne. Dejansko amputacije, ki so posledica sladkorne bolezni, so najpogostejše amputacije, če seveda izvzamemo travmatske poškodbe. Tako da teh posledic je precej in predvsem ti dolgoročne so odvisne od tega, kako dobro nadzorujemo mi samo bolezen. Ja, dejstvo je, da sladkorne bolezni pač za zdaj še ne moremo pozdraviti. Lahko jo, kot ste omenili, nadzorujemo. Kako vemo, da je sladkorna bolezen dobro nadzorovana? Ja, pri tem si lahko pomagamo preko različnih merjenj, določenih parametrov, ki nakazujejo na to, ne. V prvi vrsti je tu merjenje glukoze v krvi. Te vrednosti bi se naj gibale tako, če smo nateščeni, nekje med 4 in pa 7 milimolov na liter, medtem ko takrat, ko smo se najedli, pa še 2 uri po obroku hrane, nekje naj bi bile izven tega območja med 5 in 10 milimolov na liter. Potem imamo še merjenje glikiranega hemoglobina, to je neka taka napovedna vrednost za nazaj. To lahko vidimo potem, kakšna je bila vrednost glukoze v povprečju za prejšnja 2 do 3 mesece. Ta vrednost bi naj bila pod 7%. To je različno. Tudi zdravnik lahko pri posamezniku različne te ciljne vrednosti določi, ne. Če je to neka mlada oseba,
za katero se ve, da je manjša verjetnost, da bo prišlo do hipoglikemije, ne. Takrat se odločijo tudi in želijo pač te vrednosti imeti pod 6,5 recimo. Če je nekdo starejši, ki ima pogoste hipoglikemije, potem raje malce popustijo to mejo, pa grejo proti 8. Se pravi, je lahko različno, ampak nekje 7 je tista okvirna vrednost za ta glikiran hemoglobin. Potem pa, kot sem omenil, ne, sladkorna bolezen lahko tudi poveča tveganje za druge bolezni. Smiselno je spremljati krvni tlak, a ne. Vrednost krvnega tlaka običajno pri ljudeh bi naj bila pod 140/90 mm živega srebra. Pri sladkornih bolnikih so te vrednosti pričakovane lahko celo nižje. Posebej, če že prihaja do okvar ledvic, takrat stremimo k temu, da bi bila ta vrednost pod 130/80 mm živega srebra. Se pravi, naj ne bi presegalo. Holesterol, a ne? Predvsem LDL holesterol. Za običajno zdrave posameznike se želi, da bi bila ta vrednost pod 3 mmol na liter. Pri sladkornih bolnikih, ki imajo dodatna tveganja, ne, za bolezni srca in ožilja, že sama sladkorna bolezen je dodatno tveganje, je ta vrednost nižja, pod 2 ali pa celo pod 1,8 mmol na liter. Pa telesna teža, ne. Večina bolnikov s sladkorno boleznijo je predebelih in stremi se k temu, da bi se ta znižala, ne, da bi bil ta indeks telesne mase nekje pod 25, če bi se dalo, ne. Tudi to je zelo pomembno vpliva potem seveda na potek same bolezni. Zdaj ste našteli kar nekaj meritev oziroma kar nekaj parametrov, ki bi jih morali meriti, upoštevati. Kje pa lahko pridemo do teh meritev? Kako izmeriti? Ja, nekatere lahko sami, a ne. Lahko si kupimo merilec krvnega tlaka in merimo krvni tlak, tudi merilec glukoze v krvi, a ne, in merimo pač glukozo v sicer kapilarni krvi, ampak je tudi dobra neka orientacijska vrednost. Tehtamo se lahko in si izmerimo indeks telesne mase, se pravi, do nekaterih meritev lahko sami pridemo. Tudi v lekarnah, če pač si ne kupimo teh merilcev, lahko izvajamo te meritve, lahko se pomeri glukoza v kapilarni krvi, recimo celokupni holesterol tudi v kapilarni krvi. V nekaterih lekarnah izvajamo meritve in potem izračunamo indeks telesne mase ali pa celo sestavo telesa, ne. Maščevje recimo, tudi zelo pomemben podatek. Seveda pa določene meritve opravijo v laboratoriju, predvsem tu mislim na ta glikiran hemoglobin, ne, pa na LDL holesterol. Se pravi, zdravnik nam se itak za vsakega bolnika s sladkorno boleznijo na določena časovna obdobja napoti v laboratorij, kjer opravijo potem te meritve in spremljajo nadzor te bolezni. V lekarnah pa ponujate tudi posvet s farmacevtom, imenovali ste ga celovit osebni posvet s farmacevtom o sladkorni bolezni. Kaj v okviru tega posveta bolniku nudite? Ja, res je, ta posvet izvajamo že nekaj časa, dobro leto. Dejansko gre za ponudbo široke palete storitev v enem takem posvetu. Nudimo meritve, recimo glukoze, celokupnega holesterola, krvnega tlaka, potem tudi seveda z samo osebo o tem predebatiramo, povemo, kje se nahaja glede na pričakovane vrednosti, tudi na kakšne načine, tudi glede nefarmakoloških metod se da zadeve izboljšati, recimo kako se prehranjevati, a ne, na kak način se gibati, kako uravnati telesno težo in podobno. Seveda, bolniki s sladkorno boleznijo se praviloma zdravijo z zdravili. Če gre za tip 1, so dokaj hitro že kar na inzulinu, drugače pa uporabljajo tudi tako imenovane peroralne antidiabetike, se pravi zdravila v obliki tablet ali kapsul, ki jim pomagajo zniževati glukozo v krvi. Ta zdravila so lahko zelo raznolika med seboj tudi, a ne, in prav je tudi, da bolniki vedo kaj več o teh zdravilih, zato se tudi o tem pogovorimo, preverimo pač tudi poznavanje teh zdravil in tle pomagamo, ne, preverimo, če jih pravilno uporabljajo, če jih redno uporabljajo, če imajo kakšne težave v zvezi z zdravili in jim tle tudi svetujemo. Nenazadnje stremimo predvsem k temu, da bi bolnika nekako opolnomočili za pač zdravljenje te bolezni, kajti na koncu itak je sam s svojo boleznijo in je predvsem od njega odvisno, kako bo ta bolezen nadzorovana, ne. A bo prišlo do teh zapletov, ki sva jih omenila, ali ne bo. Kdaj bo prišlo do tega?
To je predvsem od njega odvisno, ne? Koliko resno se za to zavzame in predvsem sodeluje. In seveda že zadnja leta tudi v tujini opozarjajo na to, da je enostavno treba bolnika aktivneje vključiti v to vlogo, da prevzame svojo odgovornost in da ve tudi v različnih situacijah pač pravilno odreagirati, ne? Ker tudi ljudje smo si med sabo različni. In ravno v tem posvetu vse to nudimo, ne? Tudi ni samo to enkraten pogovor z bolnikom, lahko ga spremljamo skozi daljše časovno obdobje in potem vidimo, v katero smer se giblje. Tako da nasplošno je za takega bolnika zelo priporočljiv ta posvet, ker lahko marsikaj od njega dobi, ne? No, uvodoma pa sva rekla, da 14. novembra, to bo v ponedeljek, praznujemo oziroma obeležujemo Svetovni dan sladkorne bolezni. No, odločili ste se tudi v Pomurskih lekarnah z aktivnostmi se nekako pridružiti tej obeležitvi. Kaj boste torej v ponedeljek 14. novembra pripravili svojim obiskovalcem? Ja, tako je. V bistvu nudili jim bomo meritve glukoze v krvi, tako da kdor bo zainteresiran, nudimo te brezplačne meritve. Tle dobijo neko referenčno okvirno vrednost glukoze v krvi. O tem se lahko tudi z njimi pogovorimo, jim razložimo, kje dejansko so, ne? In seveda potem tudi vidimo, a je zadeva ok, ali je treba iti do zdravnika. Pogovorimo se tudi o drugih nefarmakoloških metodah, tudi o zdravilih, če jih bo zanimalo, kako se izvajajo meritve, a ne? Koliko stanejo ti merilniki in podobno. Pripravili smo v ta namen tudi brošuro o sladkorni bolezni, ki jo takrat tudi nameravamo obiskovalcem nuditi. V njej si lahko preberejo tako na kratko o sami bolezni, kakšni so znaki, simptomi, a ne? Kako izvajamo meritve, katere so tiste vrednosti, katere bi naj imeli. In upam, da bodo dobili predvsem na ta način več informacij o tej bolezni. Vse torej z namenom preventive in pa izobraževanja. Gospod Bojan Madžar, čas za pogovor se nama je iztekel. Hvala za obisk v našem studiu. Hvala in nasvidenje. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost. Želimo vam prijeten večer še naprej in nasvidenje spet prihodnjič.